Hvala lepa, da ste se oglasili na medijski konferenci za začetek projekta PMURES. Moje ime je Rok Sunko, predstavljam skupino Fabrika, ki je koordinator slovenskega dela partnera na projektu, ki ga danes želim predstaviti, ki ga v tem letu začenjamo izvajati. Zelo se vesel, da lahko ob sebi pozdravim partnerja na projektu, gospod županjo Olgo Harba, ki je danes gostiteljica tega dogodka in pa partner na samem projektu, in pa gospoda Cvellerja, ki je direktor kompetenčnega centra za obnovljive vire energije iz Vlsinga, ki predstavlja praktično vodilnega partnerja na samem projektu, ki želim predstaviti. Mogoče čist nekaj tehnikalij na začetku. Predstavili smo tudi tisti opis projekta, ki ga vidite pred sabo. Če bi želite, da vam lahko kasneje tudi v elektronski obliki posredujemo na vašem mailu, če bi to želeli. Sicer pa bi v naslednjih minutah najprej predal besedo gospe županji, zatem bi nakratko predstavila s kolegom iz Vlsinga sam projekt. Na koncu v bistvu bi bilo fajn, da bomo ostali nekaj časa za vprašanje, za pogovor. Če boste želeli staviti tudi kasneje, pa če individualno kaj pomeriti. Mogoče samo ena uvodna beseda še od mene. Gre za projekt, ki je usmerjen v identifikacijo in mobilizacijo obnovljivih virov energije v naši regiji in pa širše, torej v čezmejni regiji Pomurja in avstrijskega Piščanske. Je projekt, ki je usmerjen v prenos in v skupno osvajanje znanja v nekem čezmejnem sodelovanju. To je tista večja lik celotnega projekta. Kasneje bomo detaljno predstavili partnerje in pa rezultate projekta, ki jih pričakujemo. To je v bistvu začetek po tej predal besedi. Hvala lepa. Spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v Ljutomeru v predstavitvi tega razborljivega projekta. V občini Ljutomer se v zadnjih 2 letih aktivno delamo na tem, da ustvarimo nove priložnosti za razvoj, investicije in tudi gospodarsko rast. Pri tem vse bolj samozavestno stavimo na naše prednosti in odlike. In ena izmed teh ključnih odlik je seveda lepo okolje, torej naravni viri, ki jih po eni strani želimo ohraniti, po drugi strani pa tudi seveda najti način, da ohranjene narave postane del našega aktivnega odnosa do nje. Torej želimo aktivno vpeti zeleno razmišljanje v urejanje okolja, pridobivanje energije in ravnanje z odpadki, ter na vse druge podobne točke stika človeka in narave. S pomočjo gospoda Roka Sunka in sodelavce skupine Fabrika smo navezali stike z Vlsingom, kjer na ta vprašanja gledajo zelo podobno. In ta perspektiva, ta način razmišljanja jih je pripeljal iz ene izmed najmanj razvitih regij v Avstriji do prve energetsko samozadostne lokalne skupnosti na svetu. V Vlsingu so se pred 20 leti odločili, da bistveno zmanjšajo odvisnost od fosilnih goriv in istočasno ojačajo šibko lokalno gospodarstvo s pomočjo uporabe lokalnih, naravnih, poslovnih in človeških virov za pokrivanje lastnih potreb po energije. To je ustvarjalo velike izzive, ki so zahtevali nove strokovne kompetence in inovativne ideje. Zato se je tudi obenem odkrival prostor za ustvarjanje novih storitev in rešitev, kar je vodilo do ustanovitve 50 novih podjetij in s tem posledično tudi 1000 zaposlitev. Na prvi pogled se slišijo te številke neverjetne, vendar samo, če seštevamo stroške ogrevanja v vseh stanovanjskih hišah, potem blokih, javnih zgradbah, ki so samo v naši občini, pridemo tudi do neverjetnih zneskov, ki siromašijo naše osebne in tudi javne proračune, ampak ne ustvarjajo pa delovnih mest. In ogrevanje je le ena dimenzija energetske samooskrbe. Zato verjamemo, da se spogledujemo s priložnostjo, po kateri se splača poseči. Za uspeh potrebujemo 3 ključne stebre. In sicer način za prenos znanj iz Vlsinga v Ljutomer, potem izgradnjo lastnih kompetenc in ustvarjanje pogoja za nove naložbe in delovna mesta iz naslova pridobivanja okolju prijazne energije in pa vzpostavitev delujočega modela, ki vključuje dolgoročno pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije. Projekt PMURES, ki ga danes predstavljamo, je prvi korak na tej poti. Je orodje za začetek
prenosa znanj in dobrih praks iz Güsinga v Ljutomer oziroma našo širšo okolico. Vendar največja dodana vrednost tega projekta oziroma tega partnerstva počiva v tem, da ne bomo zgolj kopirali avstrijsko izkušnjo, ampak želimo skupaj s kolegi iz Güsinga in drugimi projektnimi partnerji biti tisti, ki izvažamo ta model v druge slovenske občine in okolja. Za to prvo fazo, ki se združuje v projektu PMURES, smo pridobili $500 000 evropskih sredstev, kar zagotavlja primerno resnost in tudi zavezo. V Ljutomeru še do sedaj ni bilo projekta, ki bi združeval toliko uglednih, domačih in mednarodnih partnerjev, ter za svojo vodno fazo pridobil tako visoka sredstva. To je seveda velika zaupnica domačemu znanju in obenem povabilo vsem strokovnjakom na tem področju, da usmerijo svoje ustvarjalne energije v ta projekt. Enako velja tudi za gospodarstvenike, ki lahko del svojih razvojnih strategij načrtuje v skladu s priložnostmi, ki jih seveda ustvarjamo z tem projektom. Ob tem lahko dodam, da je eden izmed 5 glavnih ciljev mojega programa, ki ga kot županja v tem mandatu izvajam, področju ambicioznega urejanja prostora in okolja. Pri tem sem se seveda med drugim zavezala, da se bom zavzemala za uporabo obnovljivih virov energije, za namestitev sončnih elektrarn na javne stavbe, za spodbujanje soproizvodnje električne in toplotne energije, ob razvijanju seveda sistemov ogrevanja na daljavo in seveda za ohranjanje dreves. PMURES sledi tem ciljem in ga zato ne samo podpiram, ampak iskreno verjamem, da so priložnosti, ki jih prinaša, dobre za okolje in za vse ljudi, ki živimo v tem okolju. Zato sem seveda optimistična glede prihodnosti in seveda z optimizmom predajam besedo naprej, da še slišimo več podrobnosti o tem, kako bomo prišli tja, kjer želimo v občini Ljutomer biti. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da teh besedah bo stvarjeno večino tega, kar bomo tudi na naslednje minute z moje strani slišali. Zato se res še enkrat zahvali za takšen celovit pregled celega projekta. V naslednjih slajdih bi v bistvu detaljno šli skozi učinke, ki jih pričakujemo od tega projekta, tudi o tem, v katerem mehanizmu se sploh projekt napaja. In pa v koncu bi nekaj malega povedali o tistih, od katerih se v bistvu v tem procesu učimo. Zato bi tudi še enkrat moče poudaril to. Tu imamo kolega iz Vrsinga, ki je res strokovnjak za ta področja. Njega bomo v bistvu tekom skoraj konferenci slišali zelo malo, ker pač njegov slovenski repertoar je zelo omejen. Je pa tu predvsem zato, da lahko tudi kasneje v bistvu postavite vprašanja ali pa, ne vem, si vzamete čas z njim za kakšno zelo konkretno izmenjavo, kakšen konkreten dialog, ki je pripravljal tudi to danes storiti. Jaz predlagam, da v bistvu od njega do besede potem pustimo bolj proti koncu, in pa se v bistvu osredotočimo predvsem zdaj na samo vsebino samega projekta. Zdaj, gospa županja je že v bistvu povedala tisto osnovno premiso, zakaj je ta projekt sploh nastal in zakaj je v bistvu pomemben za našo okolico. Tisto, kar je v bistvu naše največje bogatstvo, okoli nas je tudi tisto, kar je verjetno v tem času najslabše ali pa relativno slabo uporabljamo. Naša lepa narava, ki nam v bistvu predstavlja zelo širok spektr možnosti, razvojnih priložnosti za našo industrijo in pa tudi za v bistvu naše prebivalce, za naše meščane, in ki jih enostavno v tem času verjetno zelo slabo izkoriščamo, glede na to, kako to znajo recimo v eni občini, ki je daljna proti 100 km, v sredstvem Güsingu uporabljati. Tam, kot je bilo rečeno, je praktično občina energetsko neodvisna, edina stvar, od katere so še odvisne, so tekoča fosilna goriva, ki napajajo avtomobila, kot na tem področju uresničujejo tisto svoj cilj, da poskuša biti po tej neke energetske neodvisnosti. Seveda, v bistvu, po drugi strani, ta projekt predstavlja tudi nekaj, kar je v absolutni skladnosti z vsemi vodili ali pa smernicami razvoja tako Slovenije kot tudi Evropske unije, pač v smeri nekega spodbujanja ali pa proizvajanja neke zelene ekonomije, ki omogoča lokalnim skupnostim, da denar za energijo
postaja v regiji in ne napadenih mest v tujini, kot je gospa županja prej tudi povedala. Sam projekt začel nastajati v letu 2010, ko smo z partnerji definirali nekakve projektno idejo in se v letu 2011 prijavil na program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, cilj 3, Evropsko teritorijalno sodelovanje, kjer je v bistvu v enem zelo kompetitivnem okolju uspel med drugimi projekti in bil potrjen v letu 2011 z začetkom izvajanja v januarju leta 2012. Projekt se pa izvajal 3 leta, torej do januarja 2015. Celoten proračun projekta znaša 160 000 evrov, od tega je v bistvu udeležba evropskih sredstev cirka 85%. Te podatke je tudi v bistvu zelo konkretno tudi v materialih napisano. Zdaj po eni strani verjamemo, da je v bistvu projektno pisarno oziroma izbornike samih projektov po eni strani prepričala vsebina, po drugi strani pa je zelo verjetno prepričalo partnerstvo, ki je res zelo široko zastavljeno. Po eni strani sta tu pač ključna 2 kompetenčna centra iz avstrijskega Gössinga, po eni strani Richardov Gössing Energy Technologies, po drugi strani Evropski centr za obnovljive energije. Pomembno je, da sta to kompetenčna centra, ki sta v bistvu v Gössingu delujoča od samih začetkov tistega prestrukturiranja v smeri izrabe obnovljivih virov energije in nosita zelo konkretne kompetence, ki jih je mogoče črpati in ki jih je mogoče prenašati na naša mesta, po drugi strani pa gre tudi za okolje, ki je našim zelo podobno. Gössing je regija z okoli 4000 mesto, z 4000 prebivalci, ki je bilo vsaj nekaj preteklosti zelo podobno stanju, kot imamo mi, moče tem bolj več kasneje. Slovenske partnerje najprej predstavlja tu skupina Fabrika, torej naše podjetje, ki je locirano v Ljutomer in ki je odgovorno predvsem za prenos znanja iz Avstrije v Ljutomer. Potem je tu seveda partner občine Ljutomer, kot tista ključna pilotna lokacija, na katero želimo znanje iz Gössinga prenašati. Tu pa so še potem dodatne inštitucije znanja, po eni strani Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora, ki pač kot inštitucija znanja posebuje teoretično znanje, pa tudi praktične izkušnje, ki jih je spet mogoče prenašati na naše okolje. Gozdarski inštitut Republike Slovenije, spet inštitucija znanja, predvsem z področja rabe lesnih virov in pa hitro rastočih rastlin, potem več kasneje, zakaj je tako. In pa na koncu potem še partner gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota, kot podjetje, ki se že dolgo časa ukvarja z mobilizacijo, z pridobivanjem lesne biomase in ki ima zelo dosti kompetenc na področju tega, kam ta resurs trenutno potuje, kje se ga izrablja, kakšne so potenciale in kakšne so ovire za recimo učinkovito uporabo takšnega resursa. To je konkretno partnerstvo 7 partnerjev, ki je januarja letos začelo ta projekt izvajati in ki ga bo zaključilo do leta 2015. Če gremo v bistvu na poglavitne rezultate projekta, seveda pač neka osnova vsakega takega projekta je analiza te čezmejne regije, kjer bomo preverili sploh kakšni viri so na razpolago. S tem, da vemo, da je na tem področju že bilo kar nekaj narejene, imamo mnoge študije, ki so bile izvajane na področju identifikacije virov. Tu se želimo v projektu osredotočiti predvsem na tiste vire, za katere vemo ali bomo tekom projekta ugotovili, da so slabo ali pa premalo izkoriščeni. Na osnovi tega želimo ustvariti nek energetski koncept, neko strategijo, skupno čezmejno strategijo uporabe ali pa nekih smernic za izboljšanje, mobilizacijo uporabe teh virov in pa ustvariti nek katalog najboljših praks, na področju trajnostnega izkoriščanja obnovljivih virov energije, ki bo javno dostopen in ki bo dostopen vsakemu, ki ga bo zanimalo, pa bo se želel na tem področju dodatno razvijati. Naslednji korak, oziroma naslednji delni paket se veže na analizo smernic, torej oziroma politik. Če smo prej govorili o analizi resursov, govorimo tu o analizi razvojnih politik, spodbud, ovir na področju rabe obnovljivih virov energije, identifikacije obnovljivih virov energije. Želimo enostavno primerjati avstrijske pogoje, naše pogoje, si ogledati dobre prakse tudi izven teh meja in ustvariti neke smernice,
ki bi lahko v prihodnosti vplivali na to, kako bomo pri nas ustvarjali razvojne politike z namenom spodbujanja rabe teh virov. Del tega je tudi izvedba priprava poslovnega modela za zmanjševanje ovir pridobivanja energije na kmetijskih, pri kmetovalcih, ker imamo tam občutek, da tam še se skrivajo določeni potenciali in da je tam treba začeti nek smiseln dialog in pridobiti informacije o tem, kako je to sploh mogoče, kako je to smiselno uporabljati, kaj je smiselno uporabljati in kaj ni smiselno uporabljati. Vsekakor tu ne govorimo o tem, da bi kmetijske površine uporabljali izključno za energijo, ampak govorimo o tem, katere površine je pa mogoče za to uporabljati, ali obstajajo kakšne površine pri nas, ki so manj rodovitne, ki so neuporabljene, ki so v procesu njenega zaraščanja in kako te površine tudi z vidika kmetovalcev optimalno izkoriščati. Znotraj projekta bodo pripravljeni tudi 4 poslovni načrti za konkretne projekte, ki bodo usmerjeni ali v način pridobivanja obnovljivih virov energije ali v način uporabe teh obnovljivih virov. Kateri konkretno poslovni načrti bodo to v tem trenutku ne morem reči, da bodo tekom projekta analizirani različni aspekti in bodo izbrani tiste 4 projekte, za katere se bo smatralo, da so nedosmiselni, da se jih umesti v naše okolje. Ti poslovni načrti bodo javne narave spet, tako da bi jih lahko kdorkoli vzel, jih poskusil uresničiti ali pa bo lahko tudi recimo pa še lokalna skupnost te poslovne načrte uporabila, poiskala sredstva za njih in jih poskušala prenesti v prakso. Gre za projekte, ki so vezane na konkretno izrabo obnovljivih virov ali v obliki recimo kakšnih daljinskih sistemov ogrevanja na različne sisteme, od geotermalne do lesne biomase. To je na osnovi analize, ki je pokazala, kateri od teh virov so nedosmiselni, kateri niso. Del projekta je tudi pilotni projekt analize hitrorasločih drevesnih rastlin. Namreč skupaj z partnerji smo nekako dobili občutek, da je to tudi en neizkoriščen vir, ki bi ga bilo mogoče pri nas spodbujati. Vemo, da trenutno je pri nas zelo široka ali pa večja uporaba površčice kot energetske rastline. Tu pa želimo predvsem razvijati drevesne rastline. Kot hitrorasloče rastline vemo, da se ta stvar v svetu precej uporabna. Želimo videti, kako je to mogoče narediti pri nas. Pri tem smo v enem dialogu prišli do ugotovitve, da v naši regiji imamo praktično avtohtono drevesno vrsto črnega topola, ki bi lahko služil kot konkretna hitrorasloča rastlina in ki ga želimo preveriti v samem projektu, kakšna je smiselnost, kakšna je uspešnost takšnega materiala v primerjavi z vrhunsko vzgojenimi kloni tujih, recimo hitrorasločih rastlin, to so ponovali kakšni topoli ali pa kakšne vrbe ali kaj podobnega. Tu pa želimo predvsem primerjati našo avtohtono vrsto in videti, kako se odnese v primerjavi s tujimi vrstami. Vemo, da je črni topol v naši regiji ogrožena vrsta, zato bomo s tem, ko bomo izdelali gensko banko in neko drevesnico, kjer bo trajno zaščitena ta vrsta, tudi naredili nekaj za to, da bo ta rastlina ostala. To je tisti tudi del projekta, za katerega je ključen projektni partner Gozdarski inštitut Republike Slovenije, ki ima teh kompetenc na tem področju in pa hkrati Gozdno-lesno gospodarstvo Murska Sobota, ki boste skupaj dejansko zasadila ta material, ga testirala v primerjavi z tujimi izdelki in dobili konkretno informacijo o tem, koliko lahko pričakujemo od ene takšne hitrorasloče drevesne rastline, ki je domača. Zdaj seveda, sami ti rezultati po sebi bi lahko bili na koncu strašno, da so razprešeni in slabo uporabljeni. Če bi jih samo recimo dali neke dokumente, jih objavili na nekaj spletnih straneh in tako naprej. Zato smo se odločili, da bomo v projektu tudi spostavili, ustanovili kompetenčni center za obnovljive vire energije, ki bo lokaciran v Ljutomeru. Tekom projekta se bo ustvaril, ne samo s tem se ne bo samo ustvarila baza, zato da se bo na nekem konkretnem mestu začelo zbirati znanje, prenašati znanje iz Görsinga, se ga oplemeniti z analizami in dejavnosti, ki bomo delali v samem projektu, ampak sem tudi vzela nek poslovni načrt, ki bo omogočal, da en takšen kompetenčni center dolgoročno se razvija, raste in tako naprej. Konkretno je, bom rekel, nek model za takšen kompetenčni center, so dejansko tista dva kompetenčna centra, ki sta tudi partnera v samem projektu iz Görsinga. Gre za
dva centra, ki sta danes zaposlujeta vsak okoli 10 zaposlenih in to je tudi neka obveza oziroma neka želja, do katere želimo dolgoročno priti pri tem kompetenčnem centru, ki bo lociran konkretno v Ljutomeru. Pri vsem tem bi poudaril to, da je v bistvu ključno za sam projekt to mednarodno čezmejno sodelovanje in da je ključen element celotnega projekta to, da se je vzpostavila mreža partnerjev, ki bi lahko dolgoročno na tem področju razvijala tudi druge projekte, ne samo tega. Mislim, da je to nek lep začetek, ki je podoben temu, kako se je razvijal Westing pred kakšnimi 20 leti. Mogoče na tem mestu res še enkrat pozdravljam gospoda Richarda Cvellerja in ga prosil, da vas pa posebno pozdravi, ker bo na naslednjih sledih še nekoliko dodatno pokazali, od koga se učimo, kaj je Westing, zakaj stoji Westing in zakaj je ravno to tista lokalna skupnost, ki smo jo izbrali ali pa ki smo si jo želeli imeti v partnerstvu, kaj so tiste kompetence, ki jih imajo. Dobar dan. Zelo sem vesel, da sem vaši lepiti šef. Ja. Nažalost je to tisti limit repertoarja, ki ga Richard ima. Zato jaz na naslednjih slidih treh pokazal približno, kaj Westing je, kasneje pa lahko res skozi vprašanja potem tudi konkretne Richarda zaposlimo, ampak takrat pač mora govoriti v nemščini ali v angleščini. Torej konkretno je jedro projekta prenos kompetenc, znanja in skupen razvoj nadaljnih kompetenc v sodelovanju z strokovnjaki z Westinga. Mene je večkrat zelo presenetilo to, kako malo ljudje okoli nas v Westingu vejo. Westing je mesto oziroma občina, ki je 100 km direkt severno od Ljutomera v Avstriji, locirana na rob meje z Madžarsko. Je v bistvu regija pa občina, ki je pred 20 leti predstavljala eno od najmanj razvitih občin v Avstriji. Imeli so zelo visoko brezposelnost. Ogromno ljudi se je moralo voziti izven regije v službo. Imeli so slabo infrastrukturo in zelo malo industrije, praktično precej manj industrije, kot je ima recimo Ljutomer danes. V 90-ih je prišlo do neke zelo celovite usmeritve v energetsko prestrukturiranje v smeri obnovljivih virov energije, ki je bila bazirana v bistvu na sledečih postavkah. Prvič, želeli so uporabljati lokalno dostopne vire, zato da bi denar, ki se uporablja za energetiko, ostajal v sami regiji. Vedeli so, da je to mogoče osnovati samo na znanju in na tehnološkem razvoju, zato so ustanovili kompetenčne centre, ki so zdaj v bistvu v regiji praktično nekaj, kar ustvarja še nek sekundarni prihodek iz ekološkega turizma. Se je v bistvu vmes pokazalo, da te poslovne priložnosti niso edini prihodek za regijo, ker recimo samo seminarji, samo ogledi pilotnih inštalacij v njih letno privabijo 15-20 obiskovalcev v regiji. Konkretno Evropski center za obnovljive vire energije ima po sebi hotel, ki je namenjen obiskovalcem. Takšne potrebe so. In seveda pač vedeli so, da bodo na osnovi rabe lokalno dostopnih virov lahko ponudili lokalni industriji, podjetnikom, pa tudi ljudem nekaj nove poslovne priložnosti, predvsem cene energije, kar je dejansko pomenilo to, da je tisti zeleni travnik, ki je bil nekoč za Westingom, danes posejan z industrijo, konkretno recimo sta prišli tja dve ogromni parketirnici in kot je že rekla gospa županja, v 20 letih se je ustvarilo 1000 novih delovnih mest. Učinki tega so približno takšni, da se je neka, skoraj 10 milijonski strošek letni za energijo, ki je denar črpal v Rusijo, v Bližnji vzhod, se je spremenil v čez 10 milijonov evrov, ki so ostajali na osnovi energetike v sami regiji. Torej, tisti strošek za energijo se je spremenil praktično v prihodek za energijo, ki je pomagal ljudem do novih poslovnih priložnosti, če rečem. To je samo del te dodane vrednosti, ki se je v regiji sprožila, to je tisti del dodane vrednosti, ki je bil vezan na energetiko. Poleg tega je še dodatnih cirka 10 milijonov evrov, ki se letno v Westingu vrne samo iz
tistih delovnih mest, ki so nastala kot posledica tega prestrukturiranja. Torej, v bistvu, bi lahko rekli, da je celotno dodana vrednost regije, ki je nastala iz tega prestrukturiranja cirka 20 milijonov evrov letno. S tem so zagnali neko lokalno samostojnost, neko lokalno ekonomijo, ki povzroča to, da dejansko stroški, denar, sredstva za energetiko napajajo službe v tisti regiji, s čimer se pač dela neka samostojnost, samozadostnost lokalne regije. Torej, to je tisti element, ki ga želimo spodbujati s tem projektom. Vemo, da je to neka zelo ambiciozna in zelo dolgoročna vizija. Vemo, da je to v bistvu eno od prvih korakov, ki jih lahko pač v tej smeri storimo in upamo, da v bistvu se v naslednjih 3 letih uresničilo tisto, kar smo si zadali. Ciljev je veliko, rezultatov, ki želimo doseči, je veliko. Konkretno lahko povem, da bo en od njih zelo hitro uresničen. V drugi polovici leta pričakujemo, da bo prišlo do otvoritve kompetenčnega centra za zdravljenje v Ljutomeru. To se bo zelo verjetno zgodilo tam nekaj med avgustom in septembrom. Tako da smo tudi v bistvu te stvari povabili in takrat bo v bistvu že nastala eden od teh rezultatov projekta, v katerega se bo konkretno začelo transferirati in zbirati znanje, ki bi naj pač gnalo ta razvoj, ki se ga želimo z tem projektom izvajati. Zdaj bi se vam na tem trenutku zahvalil za prisotnost in bi vam dal možnost, da v bistvu postavljate tudi kakšna dodatna vprašanja. Nismo želeli biti predolgi za vse skupaj, da nismo na koncu predolgi. Če imate kakšne vprašanja, prosim. Če ni vprašanj, pol bi se res še enkrat zahvalil za prisotnost, pa vas povabil na kakšno kavo dol. Veste, da bo kasneje tudi še konferenca od ekoprelekije, da se bomo že verjetno en čas združili tu okoli, pa lahko še klevetamo kasneje. Hvala.